Pozdravljeni, dragi moji. Ja, v zadnjem tednu tega letošnjega adventa se nahajamo. Današnji naslov branja pa je Lepa rdeča roža. Zakaj sploh misijonariti? Ja, velikokrat se namreč ves trud zdi zaman. A pater Miha je poznal odgovor. Naš odgovor je, mi kažemo pot. Tudi če bo morda vse naše delo prešlo v pepel, bo iz njega prav gotovo enkrat zrasla ena bilka. Simbol tega je, recimo, dogajanje v naravi. Ko oktobra pri nas sonce vse požge, je čisto črno. 5-6 mesecev ni niti kaplje dežja. Potem pa na tem ogromnem pogorišču sklije lepa rdeča roža, ki je roža upanja. Tako lep cvet pride iz tiste požgane in zbite zemlje, v njej ni nič življenja, bi rekel. A notri je življenje in to novo življenje. Ta lepa roža bo potem njihova. Zato smo mi zdaj tu, da pomagamo roži, da bo čim prej usklila. Pater Miha je prihodnost Afrike videl v izobraževanju mladih in neštetokrat je ponovil: tem ljudem ne dajemo le rib, ampak jih učimo ribariti. A za ribarjenje rabiš kaj? Mrežo. Ja, in mreža pa je izobrazba. Torej, Miha je vedel, da če hočemo ljudem resnično pomagati, je najpomembneje, da se jim pripravi trden temelj, na podlagi katerega si bodo lahko pričeli sami pomagati. In to je pravo misijonsko delo. Potrebno je pomagati, a predvsem v smeri, da neprestane pomoči, na primer v obliki hrane, zdravil in oblačil, ne bodo več potrebovali, da bodo postali odgovorni, samostojni in nam enakovredni ljudje. Nič več kot drugorazredni ubogi črnčki. In ne samo to, kot odgovorni ljudje in zreli kristjani, bodo lahko tudi oni pomagali drugim in oznanjevali evangelij Jezusa Kristusa. Ja, veste, bistvo misijonske dejavnosti cerkve je ravno v tem, da se mlada cerkev v misijonskih deželah postavi na lastne noge in da tamkajšnji ljudje tudi sami pričnejo z misijonsko dejavnostjo. Veste, otroci, vsak človek, ki sprejme krst, postane kristjan, s tem pa tudi misijonar. Današnja naloga, če imate doma knjižico, če imate doma adventni koledar misijonske družbe, boste videli eno takšno enačbo na koncu. In enačba se glasi nekako takole: kristjan je enako in 3 črtice. A vemo, kaj je kristjan enako? In potem imamo obrnjeno 3 črtice in je enako kristjan. A vam pomagam? Saj vem, da veste. Ja, kristjan je enako misijonar. Ja, tudi danes darujte v hranilnik še kaj za otroke v misijonih. Pridni bodite in se vidimo jutri. Z Bogom.